Tudi reprezentančni premor ni zaustavil zmagovitega ritma. Zmagovita serija se je nadaljevala tudi v Celju, na koncu izražena zmago 3-1, ob izdatni podpori iz tribun in ob učinkoviti predstavi, predvsem v drugem polčasu. Ob dejstvu, da Kruno Jurčić tokrat ni mogel razpolagati s klasičnim štoperjem, Marko Šuler in pa Abel Džili še nista 100-odstotna, je tokrat ekipa začela z Alešem Mertljem in pa Željkom Filipovićem v zadnji vrsti, v katero se je vrnil po odsluženi kazni tudi Petar Stojanović. Prva grožnja celjskemu golu pa že v 10. minuti. Po prostem strelu, ki ga je izvajal Marwan Kapha, je celjski vratar Matic Kotnik žogo le odbil do Dareta Vršiča, ki pa je strelom z desno nogo zgrešil svoj cilj. Naslednja grožnja nekaj minut kasneje, v 17. minuti, je Santi podal z leve strani, tam pa Mendy ni najbolje reagiral. Najlepša priložnost za domačine v prvem polčasu, v 20. minuti, ko so Celjani izvedli hiter protinapad, Pajač se je znašel po levi strani v kazenskem prostoru Maribora, toda Handanović je bliskovito krenil z golove črte in dobro reagiral. Vemo, da ekipe, ko štartajo v tekmo, ne posebej proti Mariboru, zmeraj dajo 120%. Prvi polčas ni bil idealen, ampak vseeno z našo posestjo žoge nekako smo jih poskušali umiriti, kar nam je tudi ratovalo, in pol proti koncu prvega polčasa se je videlo, da so že počasi malo padali. Potem pa silovit začetek v drugem polčasu. In to na kakšen način? Gol, ki ga je vredno pogledati kar nekajkrat. Agim Ibrahimi v 50. minuti z najgolom sezone. To je majstorstvo, Agim je majstor nogometa, tako da to nije čudo za njega. Što je najbitnije, taj prvi gol je nam donio i ovaj drugi gol, jer smo iskoristili tu nekakav mali šok ekipe Celja i mislim da je tu utakmica prelomljena. Za potrditev dobrega trenutka le 3 minute kasneje hitra akcija. Jean-Philippe Mendy je krenil v kazenski prostor po desni strani, s hrbta ga je spotaknil Klemenčič in kazenski strel za Maribor je izvedel zanesljivo kapetan Marcos Tavares, njegov 7. gol v sezoni, skupno že 109. v slovenskem prvenstvu. Celjani so odgovorili in se skušali vrniti v igro v 70. minuti, ko je izjemen zadetek uspel tudi Enisu Đurkoviću, njegov strel z 20 metrov neobranljiv. Toda veselje Celjanov in upanje na preobrati je trajalo le 2 minuti. Sledila je najlepša akcija na tekmi, ko je Marwan Kapha lepo našel Petra Stojanovića, ki je utekel po desni strani, ta pa potem lepo našel Santija za 3-1. Na koncu bi bila lahko zmaga še višja, kajti strel Marwana Kaphe z 20 metrov je zadel le vratnico. Zadovoljni korakamo nazaj v Maribor, bili smo res na nekem skoraj na dnu in psihično in drugače, in evo, sedaj se dvigujemo. Vsekakor se ne moreš dvigniti v 5 tekmah, dvigujemo se do najvišje forme, pa še nam manjka. Prva v napornem ritmu tekem v samo nekaj dnevih je torej opravljena z odliko. Sedaj sledi v sredo pokalni intermezzo, ko bodo Mariborčani v Velenju gostovali v četrtfinalu pokala proti Rudarju.